imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga, našega Očeta, ki nas je po Kristusu spravil s seboj, naj bo z vami vsemi. Spoštovani parok Srpske pravoslavne cerkve v Mariboru, Savo Kosojevič, gospa Vladimira Mesarič, duhovnik Evangeličanske cerkve, gospod Srečko Krajnc, pastor Binkošne cerkve v Mariboru, dragi sobratje duhovniki, pater Vinko Škafer, doktor Vinko Potočnik in stolni župnik. Molitev je po besedah drugega Vatikanskega cerkvenega zbora duša ekumenskega gibanja. Tako se kristjani že več kot 100 let zbiramo k molitvi v molitveni osmini za edinost od 18. januarja do 25. januarja. Tako nas ta molitev poveže vse veroizpovedi med seboj, ko premišljujemo skupaj Božjo besedo, ko skupaj molimo. Lahko bi rekli, da ob tem doživljamo predokus tiste popolne edinosti, ki jo bomo nekoč, tako upamo, skupaj zaživeli. Letošnja molitvena osmina nosi naslov Sprava Kristusova ljubezen nas priganja. Ta stavek je vzet iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom, 5. poglavje, 14. vrstica do 20. Letošnja molitvena osmina poteka ob obhajanju 500-letnice začetka reformacije v Nemčiji 1517. Reformacija je močno zaznamovala vso evropsko, svetovno in tudi našo zgodovino in kulturo. Vesel sem, da letos to obletnico obhajamo drugače kot tiste okrogle obletnice v zgodovini, ko ni manjkalo obtoževanj in kritik. Ta jubilej letos obhajamo skupaj v ekumenskem duhu. Posebej dragocen je dokument o konfliktah skupnosti, ki nam pokaže, kako je prišlo do te delitve in kaže nam tudi pot, ki jo naj skupaj prehodimo, da bi v medsebojnem zaupanju, v odprtosti tako polagali temelje za edinost med nami, za katero je Jezus Božji sin daroval svoje življenje na križu. Vesel sem, da nosoj ta molitev poteka v Slomškovi stolnici. Za Slomška lahko rečemo, da je bil eden od pionirjev ekumenskega gibanja, saj je že 100 let pred drugim Vatikanskim koncilom ne samo govoril o ekumenskih prizadevanjih, ampak naredil nekaj konkretnih korakov. Tako je ustanovil molitveno zvezo Bratovščino svetega Cirila in Metoda, da bi z molitvijo ustvarjala ta bratovščina ozračje za večjo povezanost med nami. Potem si je Slomšek zelo prizadeval, da bi vsi katoličani, pravoslavni, evangeličani skupaj se prizadevali za to, da uresničimo evangelij, da gremo po poti svetosti. Bolj, ko bomo zaživeli ta ideal svetosti, bliže si bomo drug drugemu. In tretja stvar, o kateri Slomšek govori, je sprava. Lahko bi rekli tista tema, ki je osrednja misel letošnje molitvene osmine. Jezus je na križu umrl, da bi nas spravil z Bogom. In če smo hvaležni za ta dar, za ta zastonjski dar, potem nas ljubezen priganja k temu, da gremo po Jezusovem vzgledu skupaj in molimo in delamo za edinost kristjanov. Hvala vam, da ste se udeležili te molitve nocoj, da skupaj delamo korake v smer večje medsebojne povezanosti in zaupanja in tako tudi širimo krog edinosti med nami. Nocoj želimo še posebej prositi za odpuščanje krivic, ki smo jih drug drugemu prizadeli. Tako bomo korak za korakom iz dneva v dan šli v smeri tiste željene edinosti, za katero je Jezus umrl na križu.
Cerkev je poklicana k neneknemu spreobračanju k Jezusu Kristusu, ki je njena glava. Zato je bilo skozi zgodovino veliko prenoviteljskih gibanj. Nekatere od njih so proti volji pobudnikov za posledice imela delitve, ki nasprotujejo Jezusovi volji. Jezus je pri zadnji večerji molil: Oče, prosim, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Priznavamo svojo krivdo in prosimo za odpuščanje in ozdravitev naših ran, ki so jih povzročile naše delitve. Ko priznavamo grehe, spoznavamo, da so kakor ločitvena stena, ki je nastala med nami in nas deli. Molimo. Bog naš Oče, v Jezusovem imenu prihajamo k Tebi. Doživljamo, kako nas Sveti Duh prenavlja, obenem pa gradimo zidove, ki nas delijo in ovirajo občestvo in edinost v Tebi. Pred Te prinašamo kamne, s katerimi smo postavili zidove in Te prosimo za odpuščanje in za ozdravitev. Usmiljeni Bog, Kristusova ljubezen nas priganja k prošnji za odpuščanje, ker smo tolikokrat grešili s pomanjkanjem ljubezni. Ponižno Te prosimo. Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Usmiljeni Bog, Kristusova ljubezen nas priganja k prošnji za odpuščanje, ker smo se pregrešili s sovraštvom in zaničevanjem. Ponižno Te prosimo. Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Usmiljen Bog, Kristusova ljubezen nas priganja, da prosimo odpuščanja, ker smo drugem slabo govorili in jih po krivici obtoževali. Ponižno Te prosimo. Odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Usmiljeni Bog, Kristusova ljubezen nas priganja, da prosimo odpuščanja za vse oblike predsodkov in krivičnega razlikovanja. Ponižno Te prosimo. Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Usmiljeni Bog, Kristusova ljubezen nas priganja, da prosimo odpuščanja, ker smo drug drugega preganjali in povzročili trpljenje. Ponižno Te prosimo. Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Usmiljeni Bog, Kristusova ljubezen nas priganja, da prosimo odpuščanja, ker smo vse predolgo mirno gledali razdeljenost med našimi cerkvami. Ponižno Te prosimo. Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Usmiljen Bog, Kristusova ljubezen nas priganja, da prosimo odpuščanja, ker smo v preteklosti iz naše skupne domovine pregnali naše brate in sestre. Prosimo tudi odpuščanja za vse oblike verske nestrpnosti v današnjem svetu. Ponižno Te prosimo. Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Usmiljeni Bog, Kristusova ljubezen nas priganja, da prosimo odpuščanja za vojne, ki smo jih v Kristusovem imenu bojevali drug proti drugemu. Ponižno Te prosimo. Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
Usmijeni Bog, Kristusova ljubezen nas priganja, da prosimo odpuščanja, ker kot kristijani živimo razdeljeni in ločeni eni od drugih, ter da ne spopolnjujemo naše skupne prisotnosti k temu, da je prispevali k ozdravitvi celotnega stvarstva. Ponižno te prosimo. Usmiljeni Bog, Kristusova ljubezen nas priganja, da prosimo odpuščanja za vse oblike zlorabe, moči in oblasti. Ponižno te prosimo. Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Usmiljen Bog, Kristusova ljubezen nas priganja, da prosimo odpuščanja za osamitev od drugih, za zgrešen občutek, da zadostujemo sami sebi in ne potrebujemo drugih. Utojili smo se našim bratom in sestram in skupnostim, v kateri živimo. Ponižno te prosimo. Odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Usmiljeni Bog, Kristusova ljubezen nas priganja, da prosimo odpuščanja za ošabnost. Ponižno te prosimo. Molimo. Gospod naš Bog, poglej ta zid, ki smo ga postavili in ki nas ločuje od tebe in drug od drugega. Odpusti nam naše dolge, ozdravi nas, pomagaj nam, da premagamo vse stene, ki nas delijo, in zedini nas v tebi. Amen. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje in sestre, Kristusova ljubezen nas priganja, da smo takole presodili. Eden je umrl za vse, torej so vsi umrli. In za vse je umrl, da tisti, ki živijo, ne bi živeli več sami sebi, ampak tistemu, ki je zanje umrl in vstal. Zato mi odslej nikogar ne poznamo po mesu. Čeprav smo Kristusa poznali po mesu, ga zdaj ne poznamo več tako. Zato, če je kdo v Kristusu, je nova stvaritev. Staro je minilo, glejte, nastalo je novo. Vse pa je iz Boga, ki nas je spravil s teboj po Kristusu in ki nam je dal službo sprave, tako da je bil Bog v Kristusu tisti, ki je svet spravil s seboj in jim ni zaračunal njihovih prestopkov, nam pa je zaupal besedo sprave. Za Kristusa smo torej poslani, kakor da Bog spodbuja po nas, zaradi Kristusa prosimo, spravite se z Bogom. Božja beseda. Bogu hvala. Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod. Trdno sem upal Gospoda, sklonil se je k meni, uslišal moje vpitje, v usta mi je položil novo pesem, hvalno pesem našemu Bogu. Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod. Glavnih in jedilnih daritev nisi hotel, ali ušesa si mi odprl, žgalnih žrtev in daritev za greh nisi terjal. Tedaj sem rekel, glej, prihajam. Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod. Tedaj sem rekel, glej, prihajam, v zvitku knjige je o meni pisano, spolnjen
izpolnjevati Tvojo voljo, moj Bog, me veseli in Tvoja postava je v mojem srcu. Glej, prihajam, da izpolnim Tvojo voljo, Gospod. Gospod, pogleda tvojih src in tvojih ustnica, da boš vredno in dostojno znanega evangelija Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus farizejem in pismoukom povedal tole priliko in rekel: Kdo izmed vas, ki ima 100 ovac, pa izgubi eno od njih, ne pusti 99 v puščavi in gre za izgubljeno, dokler je ne najde. In ko jo najde, jo vesel zadene na svoje rame. Ko pride domov, skliče prijatelje in sosede ter jim pravi: Veselite se z menoj, kajti našel sem svojo ovco, ki se je izgubila. Povem vam, prav tako bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad 99 pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnenja. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. V imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Vse, kar je pri kristijanu veliko, sveto, nesmrtno in ima vrednost, je od Kristusa. Kaj je kristijan? Kristus v človeku, to je kristijan. Ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. Kako to, da se to neizrekljivo bitje, kot je Kristus, spustilo na raven tako bednega in nevrednega bitja, kot je človek, in se celo utelesilo vanj. Iz božanske ljubezni, ki je v njem in ki je on sam, ki je ljubil človeka kakor nihče drug, se je spustil do človeka, da bi ga se seboj pozdvignil v božanske nebeške višave. Po svoji neizmerni ljubezni se je Gospod Kristus pokazal kot odrešenik vseh ljudi bez izjeme. Vse, kar je njegovega, je vse človeško, velja za vse ljudi in se dogaja zaradi vseh in za vse. Če je njegovo rojstvo, je le to zaradi vseh in za vse. Če je njegov krst, je le ta zaradi vseh in za vse. Če je njegova smrt, je le ta zaradi vseh in za vse.
in če je njegovo vstajenje in njegov nebohod, je le ta zaradi vseh in za vse. Takšna je njegova ljubezen, edinstvena v človeškem svetu in v vseh svetovih. Sveti apostol je to poudaril in oznanil. Ker nas Božja ljubezen prisili k takšnemu sklepanju, če je eden umrl za vse, potem so vsi umrli. Kristus pa je umrl za vse, da bi tisti, ki živijo, ne živeli zase, ampak za tistega, ki je za njih umrl in vstal. V Kristusu je vsak od nas zato, ker je on popoln človek, ker je on nov Adam. Ravno tako je Kristus za vse nas, saj toliko, kolikor ga vsak prinese v svet, ko se rodi kot Bogu podobno bitje, še sploh pa, če je kristijan. Potem je v njem veliko več Kristusa in to vedno po meri njegove duševne čistoče, skladno z njegovo gorečnostjo v veri. In resnično, ko je umrl on za vse, so vsi umrli. Njegova smrt je za nas in zaradi nas. Kot smrt Boga človeka je ta za nas odrešilna. Njegova smrt nam sporoča skrivnost naše smrti in skrivnost našega življenja. On je umrl, da bi skozi njegovo smrt stali od mrtvih po njegovem božanstvu. Resnično ni več smrti, kajti takoj, ko stopimo njegovo smrt, smo že stopili v stajenje, skozi to pa nesmrtnost in večno življenje. Mi z vsem bitjem čutimo, da je pravzaprav to pravo življenje. Zato ne živimo več zase, ampak zanj, za čudežnega Boga človeka in Gospoda, ki je za nas umrl in vstal. Mi, današnji kristijani, imamo samo eno nalogo, da živo pričamo skrivnost Kristusovega vstajenja, ljubimo vsakega človeka, ki je naš brat v Kristusu in si prizadevamo, da bi tudi njega opili z noro Kristusovo ljubeznijo, da bi se lahko vsi skupaj veselili prihodnjem kraljestvu nebeškega Očeta, naj je slavnjem na vekove vekova. Amin. Vaše visoko preosveštenstvo, dragi nadškof, dragi bratje v Hristovoj službi in vse vas, bratje in sestre, presrečno pozdravljamo v imenu pravoslavne cerkve tukaj v Mariboru. Vse ovo, kaj sem povedal, bi samo zaključil za eno besedo. Lansko leto smo bili v Svetoj zemlji v Jerusalimu in sa živim primerom sem se posvedočil, ko sem cjelival, ko sem poljubil Hristovo, mesto Hristovoga rojstva, tamo, kje je Hristos hodil, kje so ga zaprli v tamnicu, pa kje so ga razpeli, kje so ga položili v grob in kje je Hristos vaskrso in ko se je uznal na nebo, vsa ta mesta smo prišli, smo cjelivali sa molitvom i ne samo mi, pravoslavni ko smo bili tamo, nego su prišli, ja sam opazovao tako, da su prišli tudi rimokatoliki, pa sve drugi hristijani ko su prišli, sam občudovao njih i sam zaključio u sebi da smo svi sa istom ljubezniju prišli in se za plačom u duši, znači poklonili, cjelivali sva ta sveta mjesta Hristova. To je ono, draga brati i sestre, to su ta mjesta koja nas povezujejo in svi se rabimo vrniti tamo nazaj, na začetak.
In če bomo pustili Krista v sebe in v svoje življenje, da nas on vodi, potem bomo vsi bez razlikovanja bomo Hristovi sledbenici, to jeste Hristovi vojnici. I tada se nećemo zvati ni pravoslavni, ni rimokatoliki, niti binkošni ili evangeličani, ampak se bomo zvali Hristovi. Kod se izdaj poimenujemo ili Hristovi ili Kristovi, ampak smo vsi eno. In jaz kot pravoslavni župnik tukaj v Mariboru vam želim preneti taj blagoslov edinstva, da ko bomo zdaj, ko se bo končala sveta maša, bomo svi skupaj prižgali luči, pa neka nas ta svjetlost i Hristova svjetlost koju smo dobili iz Jerusalima, da nas ona sjedini i da pustimo da nas ona vodi kroz naše buduće življenje. Svako dobro vam želim i naravno čestitam vam ovu nastupajuću 2017. godinu, da ta godina bude puna ljubavi i svakako da to bude godina Hristove ljubavi. Hvala vam. Sprava, večna tema na tej zemlji. Božja beseda, ki nam je podana, da nas Kristusova ljubezen priganja k tej spravi. In mislim, da je to ta nadnaravna moč, ki prihaja od vsemogočnega Boga, ki spreminja naše življenja, ki svojo ljubezen daje v naša srca. Edina moč, ki nas lahko vodi naprej v spravi. Sprava se začne pri nas osebno. Sprava vsemogočnim Bogom. Sprava mogoče v naših družinah in seveda potem tudi sprava med krščanskimi crkvami. In dovolimo Kristusu, dovolimo moči Svetega Duha, da njegova ljubezen je močnejša velikokrat od naše sebičnosti, ki nas zaustavlja, ki gradi mostove, gradi zidove in ruši mostove. Dovolimo Kristusovemu Duhu, da njegova ljubezen nas žene naprej. Do dneva, ko Jezus Kristus pride po svojo cerkev. Budimo luč, budimo sol. Amen. Znak miru. Podajmo si roke. Mir z vami. Z tvojim duhom. V tem nemirnem svetu se tudi zaradi svojega poslanstva med vojaki še kako dobro zavedam
kako pomembna sta mir in edinost. In da to živi med nami, v našem mestu, v naši domovini in v tem svetu, smo poklicani k temu vsi, še posebej mi, ki se imenujemo kristjani. Kristusova ljubezen nas priganja. Za Kristusa smo torej poslani in zaradi Kristusa prosimo in zato živimo, da bi se spravili z Gospodom, da bi bili čim bliže drug drugemu in s tem tudi Gospodu. Naj nas te misli vodijo, ko bomo skupaj prosili Gospoda v svojih prošnjah, k njemu prišli z Gospodovo molitvijo in skupaj prižigali sveče. Vsemogočni Bog, poslal si nam svojega Sina Jezusa Kristusa in si spravil svet s seboj. Zahvaljujemo se ti za vse ljudi, ki jih pošiljaš s polnomočjem Svetega Duha, da oznanjajo vsem ljudstvom evangelij. Hvala ti, da si po njihovih molitvah in njihovem služenju po vsej zemlji sklical občestvo ljubezni in da po vsej zemlji kličejo tvoje ime. Prebudi v vseh skupnostih lakoto in željo po edinosti v tebi. Prosimo te, usliši nas. Usmiljeni Bog, prosimo te za krščanske cerkve, napolni jih z resnico in mirom. Očisti našo vero in nas vodi po pravi poti. Prenovi nas, kadar omahujemo pri naši nalogi oznanjevanja evangelija. Skrbi za nas, ko smo utrujeni in vnovič zedini, kar je razdeljeno. Prosimo te, usliši nas. Bog naš stvarnik, ustvaril si nas po svoji podobi in nas odrešil po svojem Sinu Jezusu Kristusu. Bodi usmiljen do vse družine človeštva. Odstrani ošabnost in sovraštvo, ki zastrupljata naša srca. Odstrani stene, ki nas delijo drug od drugega. Zedini nas v ljubezni, ti deluj v nas, ko omagujemo, da se tvoje telo na zemlji dovrši in da se vsa ljudstva v miru zberejo okoli tvojega nebeškega prestola in ti služijo. Prosimo te, usliši nas. Sveti Duh, darovalec življenja, ustvarjeni smo zato, da bi živeli polno življenje v tebi in da bi to zemeljsko življenje delili z brati in sestrami. Prebudi v nas tvoje sočutje in ljubezen. Daj nam moč in pogum, da se zavzamemo za pravičnost v naši družbi, za mir v naših družinah. Naj prinašamo tolažbo bolnim in umirajočim. Naj vse, kar imamo, delimo s potrebnimi. Spremeni srca vseh ljudi. Prosimo te, usliši nas. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
ko smo pred sklepom današnje ekumenske molitve za edinost med nami kristijani, pa se zahvaljujem vsem vam, predstavnikom krščanskih cerkva v našem mestu in vam, gospod Načkov, ker ste nas danes tukaj skupaj zbrali, zboru, ministrantom, sestram in vsem, ki ste bili tukaj in sodelovali. Vsi smo izpolnjevali tisto pomembno poslanstvo. Z Jezusom smo molili, da bi bili eno. Kako nas je Oče Savo tako čudovito povabil, da je kristjan človek v Kristusu. Zato naj ta sveča, ki jo ponesite seboj domov, se ne utvarjate si, da boste prižgano prinesli do doma, ampak v srcu pa naj le ostane plamen, da bodo videli, da nosimo v sebi Kristusa. Bog vam povrni in naj, čeprav se jutri sklene molitvena osmina za edinost kristjanov, ta prošnja ostane v nas vsak dan. Tudi na teh knjižicah, ki jih imate molitev, kateri nas vabi apostolstvo svetega Cirila in Metoda, ki nadaljuje Slomškovo veliko željo, da bi bili eno med seboj. Gospod z vami, usmiljeni Bog, prosimo te, naj vsi, ki delajo za spravo, doživijo tvojo pomoč, da bodo lahko znanili velika dela tvoje ljubezni. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite in živite v miru. Amen.